Nam lahko poveste, kaj človeku prinese življenje, ko dobi diagnozo katere izmed redkih bolezni, in kakšne so vaše izkušnje, kako je pri nas poskrbljeno za diagnostično pot, za obravnavo, za kakovost zdravljenja in kje pri tem morda vidite izzive, na katere bi bilo treba pospešeno poiskati odgovore? Sam živim z redko boleznijo že od samega rojstva, z neopredeljeno mišično distrofijo oziroma z konginentalno miopatijo. Sama diagnoza seveda ob rojstvu otroka je seveda šok za starše, za družino, vendar kljub vsemu, z neko dobro voljo, optimizmom, z podporo tako zdravstveno kot socialno, se seveda vse da, če se hoče. Najhujše je tisti prvi začetni šok. Potem seveda sledi, bomo rekli, neko zdravljenje, rehabilitacija, in seveda ves ta čas je nek občutek, ki so ga pač jaz takrat se ga še kot otrok nisem zavedal, ampak starši pa prav gotovo, da pač moramo nekako se s tem spopasti. In smo se seveda spopadli. Nikoli pa nisem bil jaz čist, bom rekel, 100% odvisen od pomoči drugega človeka. Vedno sem lahko vsaj te osnovne, bom rekel, življenjska opravila jih zmogel sam, ampak kljub vsemu seveda to spremeni neko dinamiko funkcioniranja. Še posebej se pa mogoče to bolj, bom rekel, izpostavi kasneje, ko prihajaš v pubertetniška leta, v najstniška leta, se pravi takrat, ko nekako se začneš soočati s svojo lastno identiteto. Takrat pa zagotovo sem tudi sam začel občutiti to razliko, da sem v narekovaju drugačen od drugih. Zdaj, kar se tiče zdravstvene obravnave v Sloveniji, seveda v tistih letih, ko sem bil jaz na začetku poti te zdravstvene obravnave zaradi svojega osnovnega obolenja, je bila medicina dosti manj napredna, kot je danes na tem področju. Tako da zagotovo bom rekel, da tukaj je zelo velik napredek. In v načinu zdravljenja, in v postavljanju diagnostike, in v vseh teh, bom rekel, nekih, tudi v tem socialnem smislu, socialna podpora in tako naprej. Tako da država Slovenija je na tem področju, se pravi na področju, bom rekel, obravnave redkih bolezni, zelo dobra, zelo kvalitetna in zelo kakovostna. Mogoče šepamo predvsem v tem socialnem kontekstu, seveda v zadostni podpori strani, bom rekel, socialnega varstva kot takega. Mogoče neka težava, ki se pojavlja v smislu kot izpostavljena težava, pa to ne bi smela biti, ker ni, je ta, da seveda si vsi želimo, da bi otroci z različnimi oblikami redkih obolenj čim prej dobili neko zdravilo. Se pravi, zdravilo, ki bi jim pomagalo, bom rekel, saj poskušalo nekako upočasniti, če že ne zaustaviti, napredovanje neke bolezni. Vendar tukaj poudarjam, da zagotovo zdravniki, bom rekel, naši slovenski pediatri, ki se ukvarjajo s tovrstnim področjem, zagotovo vedo, kdaj in kako kakšnemu otroku določeno zdravilo aplicirati oziroma mu omogočiti dostop do teh zdravil. Glede na to, da jih Evropska agencija za zdravila ni odobrila in posledično niso na slovenskem tržišču, seveda jaz stisko in željo staršev močno razumem, da si želijo, da bi njihov otrok čim prej prišel do tega zdravila, sploh če vedo, da tako zdravilo na nek način obstaja v Ameriki oziroma na nekih drugih tržiščih, ampak kljub vsemu moramo se zavedati,
da so regulative na ravni Evropske unije in regulative mogoče v okviru FDA, Ameriške agencije za zdravila, nekoliko drugačne. Pri Evropski agenciji za zdravila so ti regulativi veliko bolj striktni, veliko bolj, bom rekel, strožji, veliko bolj rigorozni, kar je pa na nek način samo v dobro tega pacienta, da je res zdravilo učinkovito in varno, a ne? In da dejansko res, da bo res učinkovalo. In razumem zdravnike, ki so tudi v stiski ob pritiskih staršev in tudi, bom rekel, širše javnosti, da zdravnik v vsakem primeru, ko nekemu otroku predpiše to zdravilo oziroma mu omogoči, da ga lahko jemlje, se on more pod to podpisati in v bistvu s tem tudi, bom rekel, zastavlja neko svojo stroko, a ne? Se pravi, on dejansko prevzema tudi s tem neko odgovornost in tega se morda starši in pa širša javnost morda premalo zaveda. In tukaj bi si jaz želel, da bi prišli mogoče bolj skupaj. Vsi si želimo, vemo, kakšen je naš skupen cilj, ampak predvsem moramo pa gledati, da je zdravilo varno in učinkovito in za to so odgovorni zdravniki. A ne? In verjamem, da zdravniki, ki delajo v okviru Evropske unije in ki delajo recimo v naši državi, se bodo zagotovo držali regulativ EME. Tako da to je res potrebno razumeti, ne v smislu, da zdravniki tega nočejo, ne želijo, ampak preprosto zato, ker ni to strokovno. Tako, ker mora biti poskrbljeno za vnaprejšnje preverjanje tako varnosti, kakovosti kot učinkovitosti samega zdravila, kajti otroka pa naj bo še tako težko čakati oziroma pacienta v katerikoli starosti ne moreš izpostavljati tveganju. Ker je bilo že veliko primerov, da so se tudi kakšni zapleti zgodili pri zelo istovrstnih diagnozah, a ne, v Ameriki z določenim zdravilom, ki je bilo na primer na ameriškem tržišču, se pravi, so neke izkušnje in tako naprej, a ne. Zdravniki tudi zelo spremljajo raziskave ali pa so celo v raziskave vključeni, a ne, tako specialisti v neurologiji in pač vsi, ki so nekako odgovorni za, bom rekel, pripravo zdravila in ta celotna faza razvoja, ki je. In tukaj pač enostavno v vsakem primeru moramo zaupati stroki, no? Res moramo zaupati stroki. To ni odločitev zdravnika, da temu pa ne bom dal, ali pa njegova samovolja kot taka, ampak zagotovo sem prepričan, da sledi samo, bom rekel, svoji strokovni presoji kot taki.